Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na Domovini v vroči temi. Tokrat z zanimivim gostom, zgodovinarjem, profesorjem dr. Renatom Podbersičem. Dober večer. Dober večer in hvala za vabilo. Sicer članom Neštudijskega centra za narodno spravo, med drugim tudi judovskim zgodovinarjem, preučevalcem holokausta, nenazadnje avtorjem monografije Revolucionarno nasilje na Primorskem. Skratka, zelo izobraženim človekom, ki živi le streljaj od meje z Italijo v Novi Gorici in ki, to lahko mislim, da kar upravično rečeva, z zanimanjem ali pa vsaj delčkom zaskrbljenosti spremlja dogajanje pri naših zahodnih sosedih. Kot veste, namreč je tudi slovenski politični prostor pred dnevi nekako razgrela zmaga italijanske desnice na čelu s stranko Bratje Italije, Fratelli d'Italia, ki jo vodi političarka Giorgia Meloni in kateri se nekako očita, da ima postfašistične nastavke. Torej, gospod Podbersič, bova začela pri zmagi italijanske desnice in teh očitkih na račun zmagovite stranke, da je pravzaprav postfašistična. Kako realni so ti očitki? Torej, najprej dober večer, potem pa hvala lepa za povabilo. Kaj ne rečem, po svoje je zanimivo, da ta osrednji slovenski prostor povabite nekoga z periferije, v tem primeru nekoga, ki seveda živi tik ob meji, nekoga, ki je od rojstva dejansko obsojen na ta prostor, ki ga z veseljem živim, ki je pa seveda doživel neke vrste presenečenje, oziroma ne toliko presenečenje kot razočaranje. Presenečenje ne, ker so to napovedovale vse predvolilne ankete in se je dejansko skoraj do pičice podobno tudi odrazilo na volitvih, tisto, kar se je govorilo že dolge mesece pred italijanskimi volitvami. Ampak zakaj razočaranje? Zato, ker pripadam generaciji, ki je rasla ob nekdanji zahodni meji, ko je bila ta še precej bolj zaprta, govorimo o nekdanji jugoslovansko-italijanski meji. Potem se je pa z demokratizacijo Slovenije, z odpiranjem te meje, nenazadnje z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in tudi posledično potem z vstopom v Schengen marsikaj spremenilo. Sam imam, lahko rečem, dnevne, tedenske, ampak celo dnevne stike z kolegi čez mejo, tako Slovenci, ki živijo v manjšini, torej tako imenovana manjšina, čeprav sam nimam rad tega izraza, ampak recimo temu Slovenci, ki so ostali v italijanski državi, potem Italijani, pa tudi Furlani. In moram reči, da to sodelovanje, tudi Goriška, ki je bila pred 75 leti boleče razdeljena z železno zaveso, takrat pa res železno zaveso, se je v zadnjih letih začela spreminjati. In tukaj neko sodelovanje, razumevanje, skupni projekti, tudi v okviru Evropske unije in ne samo v okviru tega, so pripeljali k odprtemu prostoru in seveda sprejemanju ali poznavanju, kajti za sprejemanje je potrebno poznavanje. In tukaj mislim, da je do tega prihajalo v zadnjih, recimo temu, desetletjih. Se vrnem k vašemu vprašanju. Bojim se, ne vem, konec koncev pravi že svetopismo, po njih delih jih bomo spoznali, jih boste spoznali. Bojim se, da zmaga tega recimo desnega zavezništva v Italiji pomeni za prostor ob meji, predvsem pa za našo nacionalno skupnost, torej Slovence v Italiji, korak nazaj. Ja, do tja še prideva, ne? Ampak zdaj v bistvu me je zanimalo ti očitki, da gre za postfašistično stranko, čeprav zdaj pravijo, da je Giorgia Meloni v tednih, mesecih pred volitvami precej umilila svojo retoriko, da si niti ne želi izstopa iz Evropske unije, pa vrnitve italijanske lire, po drugi strani obsoja rusko agresijo v Ukrajini. Ima pa vendarle ta stranka še vedno italijansko trikoloro v svojem grbu, plamen, ki je na nagrobniku Benita Mussolinija, torej ta povezava obstaja. Glejte, spet se bom kot zgodovina vrnil za hipec v preteklost. Čez par tednov bomo se spominjali, ne praznovali. Mogoče bo pri zahodnih sosedih kdo praznoval. Mi se bomo z trpkim srcem spominjali prihoda fašizma na oblast. Kaj je pomenil za slabo tretjino, dobro četrtino narodovega telesa, ki je ostal po prvi svetovni vojni pod Italijo, govorimo okoli
300 do 350 tisoč rojakov, ki so prišli v okvir kraljevine Italije in jih je prihod fašizma na oblast leta 1922, konec oktobra, zelo zaznamoval. Vemo, kaj se je dogajalo. Mislim, da nihče ne more kar zamahniti z levo roko in reči, vse to bo pa šlo kar mimo. V teh 25 letih, oziroma če gledamo potem tudi v širši dimenziji, do propada fašizma, do kapitulacije fašizma Italije, torej do neke poznega poletja 1943, je fašizem zaslužen za številne nečednosti, ki jih je počel nad našim narodom. Po drugi strani, pa ne samo nad našim narodom, poglejmo samo, kaj so počeli v Severni Afriki, v tedajni Tripolitaniji, Cirenajki kot koloniji, kaj so počeli potem z napadom na eno redkih neodvisnih držav v Afriki, Abesinijo oziroma Etiopijo. Ampak to je izven konteksta najine zgodbe. Zgodba, ki govori o Giorgio Meloni, je zgodba italijanskega nerazčiščenega odnosa do preteklosti. Glejte, tukaj sta dva totalitarna sistema, bom potem mogoče še kakšnega dodal, ampak fašizem pa nacizem. Poglejte samo, kaj je Nemčija storila in skozi kakšen purgatorij je šla nemška javnost, nemška politika, nemško vodstvo po drugi svetovni vojni, začenši z Nürnberškimi procesi. Avstrija, ki je bila tudi vpeta v ta režim, ni šla skozi to, zato je tudi tako močen ta resentiment nacistični na zlasti Koroškem, Južnem Koroškem, pa čeprav je bilo cel kup nacističnih velikašev prihajalo z Avstrije, vključno s samim Hitlerjem. In če gremo na nam bližnje italijansko sosedstvo, ugotovimo, da Italija dejansko procesa defašizacije nikoli v polnosti ni izvedla. In smo potem že, če simpliciramo zadeve, v današnjih časih, ki se rezultirajo tudi v tem, da recimo nekdo z besednjakom Giorgio Meloni zmaga na volitvah. Ampak do tja pridemo, je vmes še nekaj vmesnih postaj, kot je recimo italijansko povojno neofašistično gibanje, ki ga je ustanovil Giorgio Almirante po vojni, Movimento Sociale Italiano, se pravi italijansko socialno gibanje, ki direktno že z imenom aludira na fašizem oziroma medvojni, predvojni fašizem. Potem imamo po propadu Prve republike v začetku 90-ih letih transformacijo različnih teh skrajno desnih gibanj s prehodom rahlo proti sredini, ki ga pooseblja Alianza Nazionale, torej nacionalno zavezništvo, kjer najdemo že tudi Giorgio Meloni, ki ga je vodil takrat, lahko rečemo, karizmatični Gianfranco Fini. In potem pridemo danes do bratov Italije, ki pa vendarle imajo nekatere druge podtone, pa dajva jih malo podčrtati. Giorgia Meloni se je, kot ste lepo povedali, jasno ogradila od nekaterih postulatov skrajne desnice. Torej, vsaj deklarativno ne bo rušila Evropske unije, sam kot prepričan Evropejci tukaj štejem dobro. Po drugi strani bo bila zavezana vsaj nekaterim vrednotam te skupne evropske hiše. Potem ni več v ospredju izstop iz Evropske monetarne unije. Potem zavezana je evropskih strukturam na področju varnosti in sodelovanja, predvsem tukaj treba poudariti njeno decidirano podporo ukrajinski žrtvi v vlogi vojni proti Rusiji. Kjer bodo očitno zavezniki stranke nove koalicije neenotne. Berlusconi je prijatelj Putina. Ne? Bravo, tukaj ste dobro to naredili. Konec koncev poglejva še korak naprej, se potem vrnemo nazaj k zaveznikom. In tukaj te zaveze dejansko tudi njena decidirana obsodba fašističnega režima in samega Dučeja, ne vem, morda je bila izrečena celo iskreno, to bomo videli zelo kmalu, vendar po drugi strani treba je povedati, da v tej stranki, v tem gibanju Fratelli d'Italia oziroma Bratje Italije so nekatere komponente, ki so zelo, zelo desne, zelo Slovencem nenaklonjene, zlasti če pogledamo njen tržaški krog, torej sodelavce njene, recimo bom novega senatorja imenoval, Roberto Menia, ki je bil ponosen neofašist, ali če hočete postfašist, daje pečat njeni stranki v tržaški okolici, oziroma Trstu in okolici, ki je izrazito protislovensko usmerjen. Tako da glejte, ne moremo se Slovenci veseliti njene zmage na volitvah ob upoštevanju dejstva,
da v neposredni bližini naše meje, v enotnem slovenskem kulturnem prostoru, ampak ločen z državno mejo, dejansko obstaja naša manjšina, ki šteje, kakorkoli gledamo, še okoli 80 000 članov. In seveda, glede na katere postavke, ki jih je Melonijeva in njen krog izpostavljal pred volitvami, smo lahko upravičeno zaskrbljeni. Tudi glede naše zahodne meje, če bo res se, upam, da ne, ampak nikoli ne moremo reči pri teh agendah, ki jih italijanska, recimo temu, desnica ali trda desnica izraža, ne bi postavljali vprašanja revizije osimskih sporazumov. Da se vrnemo spet nazaj k njenim zaveznikom. Ne? Tukaj nedvomno bo vladanje kljub relativno udobni večini, tako v parlamentu kot v senatu, v zgornjem domu, bo zahtevno. Namreč na grbo si je simpatična gospa Meloni nakopala dva priveska, ki sta po moje razočarana nad izplenom teh volitev. Oba sta dobila tam okoli 8, slabih 9% glasov, tako Salvini, nekdanji notranji minister. In v neki točki je imel 40% podpore, ne, njegova stranka. Ja, ampak to je bilo v tem, bomo rekli, v tem umestnem obdobju med enim in drugim volitvami, ko je on dejansko zagovarjal, ko je izstopil iz vlade, poskušal povzročiti volitve. Padec vlade, nove volitve in takrat mu je res kazalo celo kakšen odstotek več kot 40%. Tako je on jahal na neki, recimo kvazi karizmatični podobi in pa seveda na poziciji notranjega ministra, ki se je proslavil predvsem s seveda zaporo italijanskih meja. To je zdaj vprašanje, ki verjetno presega najin današnji pogovor. Po drugi strani se je on uštel in seveda iz tega kvazi karizmatičnega voditelja lige, ki je nastala iz nekdanje severne lige, zlasti močne v tem severnem pasu Italije, je danes pristal na slabih 9%. Ne smemo pa zanemariti tudi vlogo, lahko rečemo, pa ne mi gledalci ne zamerijo, danes že rahlo starelega Silvija Berlusconija, ki se bliža že svojim skoraj 90 letom, nima še, ampak čez par let bo. In mislim, da je svojo vlogo v italijanski politiki, zlasti po celi seriji škandalov, ki se je zdelo, da ga bojo odnesli, se je kot neke vrste zimzeleni politik vrnil, dobil podobno kot Salvini dobrih 8%, ampak svojo stranko Forza Italia, torej naprej Italija, ki je igrala neko vlogo še recimo 20-25 let nazaj, tudi še 15 let nazaj, ali pa dobrih 15 let nazaj. Danes je pa to, bojim se, nimam se kaj bati, ampak mislim, da bo to eksplozivna mešanica, ko bo gospa Melonijeva kot bodoča verjetna premierka hotela reševati stanje v koaliciji in bosta oba petelinčka, tako Salvini kot Berlusconi, tukaj izkakala v zelje. Ja, Italija je zelo specifična, kar se tiče menjavanja vlad. Mislim, da je celo rekorderka, ampak Silvio Berlusconi, če imam prave informacije, je bil edini, ki je po drugi svetovni vojni praktično oddelal celoten mandat. Enkrat. Ampak če se zdaj vrneva k Melonijevi in njenim stališčem, nasprotovala je vrnitvi Narodnega doma Slovencem v Trstu. Tigrovco je označila za teroriste, kritizirala v bistvu poskuse sprave Mattarelle in Pahorja, ki sta skupaj obiskala tako fojbe, pa potem tudi partizanske spomenike. Vse te besede, kako resne po vaše so in kako resno se lahko zdaj slovenski zamejci v Trstu in v širši okolici počutijo ogrožene? Poglejte, spoštovani Luka, je kdo jemal Mussolinija, ko je leta 1919 ustanovil marca meseca v Milanu svoje črnosrajčnike in potem počasi, step by step, začel pohod k oblasti. Še potem, ko je konec oktobra 1922 s svojim pohodom na Rim prevzel oblast in dobil mandat strani italijanskega kralja Viktorja Emanuela III. Za sestavo vlade, ga marsikdo ni resno jemal. Zlasti pa ne del italijanskega, če hočete, danjega plemstva, tudi visoke buržoazije, razen parcialnih interesov, ki so ga imeli v njegovem gibanju. Ampak kako se je to išlo, pa vemo, ne? Tudi za našo nacionalno skupnost. Zdaj, treba povedati,
vi ste izpostavil Giorgio Meloni. Pa Giorgio Meloni je samo najmanjši skupni imenovalec oziroma oseba, ki je očitno s svojo pojavnostjo in sa svojo trdovratno opozicijsko vlogo v zadnjih 4 letih, ko je dejansko pod Dragijem, Mario Draghi, ki je bil predsednik vlade, pod svoj dežnik združil vse, od desnice do skrajne levice v svoji vladi, ona za svojo njeno gibanje, njena stranka, bi rajši imenoval gibanje, je dejansko izvajala strogo opozicijsko vlogo, nasprotovala vsemu, kar je vlada okrivila za vse težave, ki jih je v Italiji nemalo, in seveda s tem gradila svojo zmago. Ampak poglejte, še enkrat, ona je samo na čelu tega gibanja in to gibanje je zlasti v ta tržaški krog, ki smo ga prej mogoče že omenjali, je izrazito protislovenski. In seveda se iz teh korenin napaja, dejansko ta krog je škodljiv, je zaprt vase, ta krog še ni ponotranil, da je Slovenija skupaj z Italijo enakopravna članica Evropske unije, da tukaj na Krasu in potem vzhodneje ne živijo neki civilizirani barbari, ampak da živi narod, ki ima svojo bogato zgodovino, ki je imel v preteklosti precej višjo pismenost pred stoletjem, kot je imela Italija, recimo, ki leži tudi ta narod na pomembni geostrateški točki. Je pa res, da smo osamosvojitev oziroma nacionalno državo dobili dobro stoletje za italijansko državo in da seveda nas je kritična masa precej manjša, kot je Italijanov. In tukaj jih ne smemo podcenjevati. Tukaj dejansko reči nekdo, da je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in z navidezno enakopravnostjo ta nacionalistični ali skrajno šovinistični resentiment, ki je pri delu italijanskega prebivalstva zlasti starejšega, bojim se pa tudi in vidim, spremljam tudi del mladih, zlasti z naraščajočo brezposelnostjo, brezupnostjo, se temu daja in ga ne smemo podcenjevati. Naslednje vprašanje je malce bolj politično, pa vendar mislim, da boste znali nanj odgovoriti. Vi kot Primorec, kako gledate na del slovenske politike, ki je pozdravil zmago italijanske desnice? Nekateri so v bistvu to zmago pozdravili s pravim navdušenjem. Vemo, da desne stranke v evropskih državah delijo nekatere vrednote. To je zagotovo nek odnos do migracij, pa do širjanja LGBT agende, tako naprej. Ampak stališča, stvari, ki sva jih omenjala, nenaklonjenost italijanske desnice slovenskemu zamejstvu, kako gledate na to politično euforijo, ki je z dela naše politike prišla? Je to sploh spametno? Glejte, najprej poudarim, da sem zgodovinar in ne politik. Nikoli nisem politično deloval, sem pa vedno, in to lahko spoštovanim poslušalkam in poslušalcem tudi povem, mi ni sram, vedno glasoval za desno-sredinske stranke v našem slovenskem prostoru, tudi na evropskih volitvah. Bom pa tako rekel, ne razumem, razen, če je tukaj v zadju kakšna politična agenda, ki je ne poznam, navdušenje dela slovenske politike, ki tudi sam v širšem kontekstu pripadam nad zmago Giorgia Meloni in prave hvalnice v nekaterih časopisih ali pa na spletnih portalih, ki so njej namenjeni. Glejte, tudi sam zagovarjam nekatere vrednote, ki jih ta politika zagovarja. Ampak vse ima svoje meje. Če pogledamo pa, kar smo se prej dotaknili že v uvodu, provenience, torej korenine, kot ta stranka izhaja, kako dejansko nastopa tako do priseljencev, kot tudi do mojih sorojakov takoj čez mejo. Izjave, ki so naravno srhljive na momente in se zdi človeku, da smo jih že davno presegli, ali pa vsaj z vstopom Slovenije v Schengen in Evropsko unijo presegli, potem sem, bom rekel, presenečen. Sam tega navdušenja nad zmago Giorgia Meloni, bom še enkrat to poudaril, nikako ne delim. In kot sva povedala, bomo videli, kako bo šle razmere naprej. Glede na to, da kakšno možnost ali pa kakšno moč vpliva ima tržaški krog v stranki, se bojim, da se ne piše naši narodu v Italiji dobro. Bo treba nekako previhariti te viharje. Vas bom še izval, vi ste ga dobro poznali. Kaj bi o zmagi italijanske desnice povedal slovenski literarni velikan Boris Pahor?
Glejte, poznal sem ga res, ne bom rekel dobro, parkrat sva ga osebno govorila, sem ga cenil, ne nazadnje gre za pokončnega Primorca, velikega narodnjaka, kar sem tudi sam. On je poleg tega tudi izkusil trpljenje tako pod fašizmom, kot pod nacizmom in tudi konec koncev ga je preganjal tudi povojni komunizem. In glejte, po moje bi izjavil nekaj podobnega kot tudi zdajšnja ponovno izvoljena senatorka v senat, zgornji dom italijanskega parlamenta, to je dr. Tatjana Rojc, ki je nenazadnje uredila njegovo literarno zapuščino in ga je nedvomno dobro poznala. Torej, ne obeta se nam nič dobrega in seveda treba biti zelo, zelo pazljivi in se postaviti na okope za obrambo pridobljenih pravic slovenske manjšine v Italiji. To bi rekel. On bi bil verjetno še malo radikalen, ker je bil impulziven človek, pa bi še kakšno drugo tirado dal, ampak jaz se vzdržim, da tega ne bom ponavljal. Greva še malo širše v luči zmage italijanske desnice. Ne? Prebral sem eno zanimivo mnenje v britanskem časopisu Guardian, ki gre nekako takole, da je bila Italija na nek način vedno laboratorij za nadaljne evropske politike. Izhajali so iz stališča, da je Italija imela Mussolinija pred Hitlerjem, da so imeli leve ekstremiste, rdeče brigade pred frakcijo rdeče armije v Nemčiji. Nenazadnje, da so imeli Silvija Berlusconija pred Donaldom Trumpom v ZDA in nenazadnje gibanje petih zvezd, ki ga je vodil komedijant pred drugimi državami v Evropi. Kaj v luči tega sklepate se bo zgodilo v Evropi, ali je desnica v vzponu? Dobro, desnica, desna sredina, skrajna desnica, gledajte, te izjave, te etikete je zelo lahko dajati, ne? Zlasti, če prihajajo iz nekega drugega političnega pola, ki tudi ni bil sposoben, bom rekel, obsoditi svojih zločinov. Bom šel korak nazaj. Giorgia Meloni je bila sposobna obsoditi tako fašizem, hvala Bogu, da ga je obsodila, in tudi Duceja samega. Pri nas se dostikrat zgodi, pri nas govorim v sodobni slovenski državi, da obsojajo Giorgio Meloni in njene brate Italije na splošno desno koalicijo, glasno obsojajo tisti, ki se v našem državnem zboru, torej v našem državnem parlamentu, razglašajo za potomce tistih, ki so kratili človekove pravice, torej ponosni nasledniki Zveze komunistov. Glejte, če se vrnemo za trenutno spet nazaj na koalicijo, desno koalicijo, ki je zmagala v Italiji, ki ima ta slovenski resentiment, ki se napaja predvsem ali tudi iz fojb, mučenja, pobijanja, izgona Italijanov. Tukaj so velika pretiravanja. Recimo fojbe, se gre za 1 milijon žrtev, celo to so uporabljali, potem sistematično mučenje, pobijanje, zato ker so bili bogi Italijani. To naracijo srečujemo ne samo pri tržaškem krogu, tudi v velikem delu pripadnikov stranke Giorgia Meloni in žal tudi pri njej. Hkrati se pa ne pove, da je šlo tukaj za razredni pristop, da so fojbe, ker ni 1 milijon žrtev, ampak je bilo v resnici pobitih 1600, dobrih 1600 ljudi, če štejemo še istrske med vojno, pridemo tam do recimo 3000, slabih 3000, to je veliko. Vsak človek, ki umre po brezsodnega procesa, je umorjen, med temi so bili tudi res pravi fašisti. Predvsej je bilo tudi nedolžnih, tudi po vojni, ogromno nedolžnih metanih v jame, te znamenite fojbe, kraške jame. Ampak je treba decidirano povedati tudi našim zahodnim sosedom in našim domačim levičarjem, če hočete, ki se na tem usajajo. Namreč, v fojbah imamo Italijane, Slovence, Hrvate, Nemce, sam sem za Gorico naštel celo 5 Judov. 5 Judov, ki so po vojni bili končani v fojbah, preživeli so preganjene med vojno, so potem bili vržene v jamo. Na drugi strani med žrtvami, med storilci imamo ravno tako Slovence, Hrvate seveda, ampak tudi Italijane. Torej sami Italijani, ki so iz razrednih razlogov pobijali Italijane in se potem sklicujejo na neko slovansko krvoločnost, slovansko
mesarjenje bogih nedolžnih Italijanov, trpljenje Italijanov, somišljeniki Giorgio Meloni celo primerjajo z Auschwitzem, to je naravnost nevzdržno. Vsak človek, naj še enkrat poudarim, ki je trpel iz nekih rasnih, ideoloških, tudi razrednih, če hočete, razlogov, je vreden svojega kraja spomina in pietete po smrti. Ampak tukaj, gledajte, skrajna levica pri nas, pa ne tako skrajna, pa v Italiji skrajna desnica, se tukaj najdeta v neki skupni točki. In ta je zelo preprosta. Italijanska desnica poudarja nacionalni element, naša pa razredni. In tukaj se potem najdejo. Sej pogledajte nekih skupnih vrednoten preteklosti. Konec koncev je delovala slovensko-italijanska zgodovinska komisija, ki je te stvari popisala, raziskala, popisala, objavila, ampak še danes zlasti italijanska desnica, skrajna desnica, se teh stvari otepa, kot se krava muho tepa. Tako da ni jim do zgodovinske resnice, ampak uzurpirajo zgodovinsko ali preteklost, nepoznavanje preteklosti za politični boj. In to mene skrbi. Je pa bilo moje vprašanje širše gledano, ne? Na Švedskem zmaga desnice, v Italiji zmaga desnice, Slovenija z levo vlado v bistvu na nek način osamljena, vse 4 sosednje države imajo zdaj desne ali pa desno-sredinske vlade. Kje je šlo levici narobe? Kaj je zamočila levica, da je desnica očitno zdaj vendarle v vzponu v Evropi? V italijanskem primeru je to razdrobljenost. Popolna razdrobljenost, nekarizmatičen vodja, skregane vse frakcije med sabo. Kaj pa v evropskem merilu, po vašem? Konec koncev bom odkrito povedal, me evropska levica, malo za šalo, malo za res, niti kaj dosti ne zanima, ker sam nisem nikoli volil za levo-sredinske stranke. In konec koncev, po moje, tista baza, ki jo je imela levica, na kateri je gradila svojo preteklost in tudi svojo politiko, torej socialdemokratska baza, delavska baza, baza ljudi izkoriščanih, baza pozabljenih, baza zanemarjenih, ta ni več njihova volilna baza. Njihova baza postaja novodobni kulturni marksizem, prej ste omenjeni LGBT in podobne recimo vragolije, ki jih počnejo, si jih izmišljujejo, če hočete, s tem, da zanemarjajo svojo primarno bazo. In kaj se potem zgodi? Del te baze nedvomno glasuje potem za desne ali desno-sredinske stranke. Verjetno so tudi migracije tukaj odigrale svojo vlogo. Absolutno. Poznam recimo primere med Italijani, preprostimi delavci, ki so včasih glasovali za socialiste, celo kateri za komuniste, zdaj se navdušujejo pa za desne stranke, oziroma celo ultradesne stranke v Italiji, ker bojo oni prinesli red. Seveda, Italija ni več, kar je bila. Italija ima velik zunanji dolg, Italija ima izredno staro prebivalstvo, zlasti tukaj v meji, Gorica, Trst. To so mesta, ki dobesedno izumirajo. Mladi se izsiljujejo. Poglejte primer Gorice. Gorica je imela pred 100 leti približno toliko prebivalcev, kot jih ima danes. In to so brezperspektivni ti prostori, ampak če pogledamo pa volilne rezultate, letos so bile volitve občinske v Gorici spomladi, je zmagala desna sredina. Ker je tisti preostanek prebivalstva, ki je tukaj ostal, v glavnem starejšega, če malo karikiramo zadeve, so uspeli nagovoriti z nekimi ratobojnimi gesli, ki so v neke druge čase bi jih človek dal. Ampak očitno so še zmeraj sposobne ta gesla mobilizirati volilno telo in seveda dobiti rezultat, ko ga omenjava zdaj. Lahko bi midva še debatirala, ampak najin čas se vendarle izteka. Gospod Podbersič, dr. Robert Golob, slovenski premier, je bil v svoji izjavi, oceni, komentarju po zmagi italijanske desnice previden, dejal je, upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Kaj vi pričakujete v političnem smislu na relaciji Italija-Slovenija? Ti odnosi so se otoplili v zadnjih letih tudi na račun dobrega sodelovanja med obema predsednikoma republike. Kako pa mislite, da bo zdaj naprej? Ne vem, malo sem zaskrbljen. Vendarle, poznavajoč Italijane, italijansko stvarnost, njihovo mentaliteto, se bojo skušali prilagoditi. Torej, preprosti človek se bo poskušal prilagoditi. Verjamem, na tej bazični ravni ne bo kakšnih velikih sprememb.
Kaj bo pa uradna državna politika, bodi si naša, bodi si italijanska počela, to bo verjetno daleč od oči, bojim se pa, da ne bo daleč, ali pa želim, da ne bo daleč od srca. Torej, da bi se to sožitje, ki je bilo vendarle, ki sva ga uvodoma omenjali, nakazano in tudi živeto, mi, ki živimo med meji, in da tudi prihajajo, veste, mlade generacije, ki nimajo takih težav, kot so imele nekatere druge, ki so izkusile drugo svetovno vojno, povojno obdobje. Povejte mi, kakšna razlika je, če sem ga očeta ubili med vojno iz nekih nacionalnih razlogov, na drugi strani pa očeta ali pa mater ali pa kogarkoli po vojni iz nekih razrednih razlogov. Žrtev je žrtev, ne? Ampak se pravim, prihajajo te mlade generacije, ki takih težav niso direktno obremenjeni, konec koncev tukaj historična distanca naredila svoje. In upam, da se bojo vrhovi obeh držav, ne nazadnje v peti nekim zavezam Evropske unije, Evropske zveze, znali dogovoriti. Bolj se bojim, kaj se bo zgodilo, če bi se zgodilo, in vemo, da ta scenarij ni tako nemogoč, da bi se skupna Evropska hiša zamajala. Potem smo pa pri vprašanju, ki ste ga postavili že med samo oddajo. To ni problem samo, gledajte, obmejnega prostora Slovenija, Hrvaška, Italija. Kot hišica iskati se začnejo odpirati vprašanje odnosa Poljska, Nemčija, Poljska, Litva, Romunija, Bolgarija in tako naprej. Pardon, Romunija, Madžarska. Tako da ne želim si tega, no. Želim si. Je pa vendarle Italija eden izmed glavnih motorjev Evropske unije, recimo temu za razliko od Madžarske in Poljske, ki jo Bruselj tako rad sankcionira, tako da verjetno tukaj bo Italija vendarle imela bistveno večjo besedo tudi v Bruslju. Kritična masa, skoraj 60 milijonov ljudi, ustanovna članica, podpisnica rimske pogodbe in tako naprej in tako naprej. Tradicija, ki jo italijanska politika, tukaj Evropska hiša ne bo mogla zamahniti samo z levo roko. Sicer pa veste kaj, treba prepustiti politične odločitve politikom, midva jim lahko samo položila na srce, da se bojo modro odločali. Dr. Podbersič, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam za vabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ker ste spremljali tole izjemno zanimivo debato. V vroči temi smo spet skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera in lahko noč.